Pokriči, Jaylee, Jale, prav. Oče zvezdnika NBA in nekoč priznanega boksarja je bil obtožen, da je med pretepom na parkirišču zabodel moškega. Njegovi fanti so dobesedno padali v pad. Ko je prišel čas, da gre ta primer na sodišče, je prišlo do velikega preobrata. To je Inside the Crime, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Elizabeth Milner. Velikokrat policisti nimajo pojma, koga so ustavili med prometnim nadzorom. In to vključuje tudi slavne osebe ter ljudi povezane s slavnimi. Tako je bilo tudi v Las Vegasu lansko jesen, ko je metropolitanska policija prejela prijavo o zabadanju v lokalnem parku. Izkazalo se je, da je bil osumljenec Quinton Marcellus Brown, ki uporablja svoje srednje ime. Danes je verjetno najbolj znan kot oče zvezdnika Boston Celtics Jaylena Browna. A spet, Marcellus je tudi nekdanji profesionalni boksar. Visok je 2,14 cm ter tehta več kot 136 kg. Čeprav je debitiral v poznih 80-ih, se je v težkokategornih prvenstvenih borbah boril še leta 2016. A po navedbah metropolitanske policije Las Vegasa so bile težave za Marcellusa posledica njegovega domnevnega vedenja zunaj ringa. Želim vas popeljati v park All American v Vegasu avgusta 2025. Po poročilu o aretaciji, ki ga je pridobil News 3 LV, se je vse to začelo zaradi domnevnega udarca z vrati na parkirišču. Dekla domnevne žrtve je policistom povedala, da sta s fantom sedela v svojem avtu, ko se je SUV pripeljal na parkirno mesto tik poleg njiju. Ko so odprli sovoznikova vrata, naj bi ta zadela vrata na voznikovi strani žrtvinega avtomobila. Po poročanju TMZ naj bi bila žrtev mladinski nogometni trener. Ko je izstopil, da bi preveril škodo, je njegovo dekle policistom povedala, da je bil drugi moški, kasneje identificiran kot Marcellus Brown, takoj napadalen. Moška naj bi se besedno sprla. Nato je žrtev začela odhajati, piše v poročilu o aretaciji. V nadaljevanju poročilo navaja, da je Marcellus takrat domnevno šel za moškim z nožem. Ena od prič je policiji povedala, da je morda zamahnil z nožem do 25-krat. Žrtev se je vrnila v avto in njegova punca ga je odpeljala do bližnje lekarne, kjer sta nato poklicala policijo. Po pregledu poročila o aretaciji, ki ga je opravil News 3 LV, je imel žrtev ubodne rane v hrbet, ključnico in levo roko, poleg tega pa še zlomljeno rebro. Po poročanju Las Vegas Review Journal je moral prestati več operacij in so mu morali odstraniti del prebavnega sistema. Marcellus Brown je prav tako zapustil kraj dogodka in naj bi bil na poti v bolnišnico zaradi poškodbe obraza, ko je metropolitanska policija Las Vegasa ujela njegov SUV. Kontrola 3 Viktor, morda imate vozilo, ki se premika proti vzhodu na južnem delu Lakefront Boulevarda. Predalek smo od izvoza, da bi potrdili tip, vendar ga bomo zdaj poskušali ujeti. A lahko preživljam luči ali ne? Ja. Se je prijelo? Oprosti. Tam je! Stavili. Ja, to je 3,12 imamo, da pomaknega stopnja. Beremo se proti jugu, po 9,5 neposredno do. Torej, to je tam zunaj na 9,5 v Frontenaka, Decatur. Pusti, da bom to tukaj. Lepo spi, pazite nase. Adijo! Ustavi se. Ustavi se. Ustavi se. Je lepo, ustavi se, razumeš, to je okna. Spusti okna! Spustite okna. Tukaj je metropolitanska policija.
Dvignite roke v zrak. Iskati. Poklikala bom voznika ven. Kabi. Vozil so 3 osebe. Kabi. Držite roke tam, kjer jih lahko vidimo. Povejte vozniku, da je ugasnil vozilo. Faznek. Ugasnite vozilo. Smo strani na ameriški strani. Si pripravljen, da voznik izstopi ali želiš počakati? Sta samo dva. Izpraznite. Svoje. Čete, voznik, izstopite iz vozila. Odprite vrata in izstopite iz vozila. Roke v zrak. Obrnite se stran od nas. Pomikajte se nazaj proti mojemu glasu. Spravite jo za vozilo. Stopite na desno stran vozila. Na desno. Kar hodite nazaj. Kar hodite nazaj. Kam prihajate? Kar prihajate. Redo. Potliki v vozilu, ne premikajte se. Roke pustite tam, kjer jih lahko vidim. Ne, vrnite se v avto. Ne premikajte se. Roke pustite tam, kjer jih lahko vidim. Potmica ven, potmica, izstopite iz vozila. Roke naj bodo dvignjene. Marcellus Brown je sedel na sovoznikovem sedežu suvja. Njegova žena je vozila, 2 otroka pa sta bila na zadnjem sedežu. Vse so ločili, medtem ko je policija poskušala ugotoviti, kaj se pravzaprav dogaja. Praktično je priznal, da je za vse to odgovoren on in da niče drug v vozilu s tem nima nič. Ta moški, ki smo ga pravkar, tisti veliki, ki smo ga. Stroker je spravil vod, ja? Če imam ta proizvod tukaj, bom potrebovane pogledali, prinese sliko, ki ste jo videli. Jaz bom z moškim. Kavi. 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 Morda boš morala stati zunaj. Zdaj pa naslednji 2 vozila, ali pa boš poklical tistega tipa ven in bo policijski post pripravljen, kaj te, prav? Dajala ti bom navodila, draga. Dajem vam navodila, fantje. Ja, povedal. Odpri vrata od zunaj. V vozilu. Odpri vrata, draga, v redu je. Stopi iz vozila. Drži roke v zraku. Stopi iz vozila in drži roke v zraku. Stopite iz vozila, gospod. Roke v zraku. Obrnete se in poglejte v drugo smer. Odstranite palico. Tako, zdaj pa je prav. Hodite vzvratno proti mojemu glasu. Nadaljujte s hojo vzvratno. Pojdite na desno. Naredite 2 koraka v desno. 2 koraka. Hodite vzvratno. Nadaljujte s hojo. Vaš pisatelj je samo en naredil. Imamo samo en. Naredite še en velik korak v desno. Kavi, grandma. Go ahead today. Gremo. Nadaljuj. Kaj je? Pištolo ven. Prevzameš? DT, pištolo ven. Kavi. Hej, fantje, pustite roke tam, kjer jih lahko vidim. Koliko vas je v avtu? Sta samo 2? V redu je. V redu je, srček. Ne jokaj, v redu je. Tukaj sta 2 otroka. Eden tukaj, eden tam zadaj. To je to. V redu je. Policist je vprašal Marcellusovo ženo, kako sta sploh pristala v tej situaciji. Zapeljali smo v park, pogovarjali smo se, poleg vozila. Moj mož mi je rekel, naj vzamem enega. Je tvoj mož v tej smeri?
Drugi moški je rekel, da so vrata mojega moža udarila v njegova vrata, kar pa ni res, ker naša avtomobila sploh nista bila blizu drugega. Moj mož je rekel, ne bom se prepiral s tabo o tem. Veš, tukaj sem zaradi svojih vlog, šli smo stran. Moški je udaril avto blizu pri našem sovozniku. In potem se je moj mož vrnil in rekel, ej, ni ti treba izstopiti iz vozila, to ni v redu. Odšel je stran. Naslednje, kar sem vedela, je bilo, da je moj mož klečal na tleh v travi skupaj s tistim drugim moškim ali nekaj takega. Prav, ja. Torej, ali je on prvi udaril vašega moža? Ja. Da najdeš svojega. Tega še nikoli videli. Nimate nobenih? Ne. Mislim, da je morda eden od staršev otrok iz nogometne ekipe, ampak ne naše ekipe. Ne vem. Ste bili tam zvare zaradi njegove nogometne vadbe? Ste zato tukaj? Torej, ta oseba trdi, da so vrata avtomobila udarila v... So bila to vrata vašega moža, ki so se odprla vanj. V redu, ampak to se ni zgodilo. No, moj mož je odprl vrata, ampak bili smo dovolj daleč stran, da se ni nič zgodilo. V redu, torej potem? Besede so bile izmenjene in potem je moj... Mož odide stran. Rekel je, nisem tukaj, veš, nisem tukaj, da bi se prepiral s tabo. Tukaj sem zaradi svojega sina. Rekel je, veš, oprosti, mislim, da sem udaril tvoj avto. Ampak ni bilo nič. V redu, odšli smo stran. Tip je prišel do njega in rekel, ne, človek, ne bomo, veš, začel se je spravljati nanj. Moj mož je poskušal oditi stran, še naprej je hodil stran. Naslednje, kar sem pogledala, je bil moj mož na gramozu. Ali vas je potisnil na tla? Ne vem, nisem prepričana. Mislim, da je moral, bil je na kolenih na gramozu. V redu. In nekaj ga je udarilo v obraz. Rekel je, da je imel nekaj v roki, kar ga je udarilo v obraz. Zato je hotel oditi. V naslednjih 20 minutah so policisti začeli sestavljati časovni potek z Marcelusovega vidika. To je naš osumljenec. Črnec. Ja, Ja, govori. črnec stoji tam. Drugi tip. Drugi tip. Tako da ne vem, ali je to videla ali ni videla ničesar, lahko bi bil denar od nekoga. Nisem jo vprašala, ali je videla nož. Samo želela sem slišati njeno zgodbo, preden sem karkoli rekla. Če bom imela njene podatke, ti jih bom pokazala. No, trenutno ona ni oseba, s katero imamo opravka. Ona kaj? Ona ni tista, s katero si res želimo imeti opravka v tem trenutku. Ne. Vej. Pravkar sem bil dejansko na telefonu in sem poskušal stopiti v stik z policistom, ki je trenutno z žrtvijo. To je precej nenavaden klic, ker se je zgodil v športnem kompleksu. Žrtev je šla v eno smer, osumljenec pa v drugo, tako da sem trenutno na avtocesti z našim morebitnim osumljencem. Tako da sem samo klical, da bi dobil posodobitev in preveril, kakšno je stanje žrtve. Tako da nimam nobenih informacij za vas glede tega. No, mislim, ne vem. Ne vem, ali smo že pri samoobrambi, ampak ta človek tukaj, ki ga imamo trenutno, ima tudi kar precej resne poškodbe. In njegova žena, žena našega domnevnega osumljenca tukaj, je povedala to. Ja, v bistvu sta se dva moška prepirala med seboj, ker so ena vrata udarila v druga vrata. Ta Brown tukaj je pristopil in zanikal, da bi se karkoli zgodilo, nobena vrata niso bila udarjena. In njegova žena gre gor in pravi, da je naslednje, kar ve, njen mož že na tleh. Potem pa vstane, da bi poskušal oditi in se zaščititi. V bistvu je to približno to, kar se je zgodilo. On ima svoje. Sranje. Drobovje mu je dobesedno lezlo iz trebuha. Rekel je, da je zgodbo izvedel le od žrtvine punce. Ni imel priložnosti govoriti z žrtvijo same. Ampak podobna je zgodba. Pripelje se poleg tipa v črnem avtu, žrtvinem avtu, odpre svoja vrata, to so zadnja leva vrata žrtvinega avta. Moški žrtev gre za njim ven, ne vem ali zato, ker je izgledal prekleto kriv, in poskuša to omiliti. In potem naj bi naša žrtev šla do njega in udarila po njegovem ogledalu. Hvala, Snacks je tukaj. In potem takrat dobim tega. Žrtev začne opiti in pravi, da je napadalec res potegnil nož in ga začel zabadati v trebuh 3 do 4 krat. Žrtev pade, poskuša vstati, moramo pobegniti. Zagrabi ga in mu zada še en dober vbod v trebuh, preden mu končno uspe pobegniti.
Ampak vse, kar pravimo, je, da je to edini človek, ki je bil vpleten v nesrečo, tako se sliši, z vseh zornih kotov. Žrtev pravi, da je on edini, ki je bil vpleten v streljanje, on je edini, ki to omenja in napade ga več ljudi. To. No, nekam se bomo odpeljali. Želiš najprej videti njih, če bodo samo zanikali? No, naprimer, napad je drug. Napad s smrtonosnim orožjem. Torej, samo poskušamo najti vozilo, ki bo dovolj veliko, da boste lahko udobno sedeli v njem, ker ni šans, da bi se lahko stisnili v zadnji del enega od teh Explorerjev. Torej, bomo počakali. Počakajte, kmalu bomo poslušali sami sebe. Ja, oprostite. Hvala. Cubby. Cabby. Pravzaprav je trenutno v bolnišnici. Zato moraš vzeti te injekcije. No, hvala. Zdravniško pomoč teh fantov si že zavrnil, torej bo prva destinacija zapor. Če te v zaporu zavrnejo zaradi tvojih poškodb, te bomo morali na to odpeljati v bolnišnico. Ampak to bo zdaj odločitev zapora. In potem, ko greš v bolnišnico, greš naravnost nazaj v zapor. Veš, tukaj ima kar. Bil te prej, da V redu, pazi nase, nič ne. No, morali bomo počakati na stanje drugega fanta, ki je zdaj v bolnišnici. Ko bomo izvedeli, da je v redu in v stabilnem stanju, ja, bomo vse ostale spustili. Ampak če bo na koncu resno poškodovan do te mere, da bo umrl, morate vse tukaj na kraju zadržati za zaslišanje. Verjemite mi, nočem zadrževati vseh otrok tukaj niti minute dlje. lahko se priprav, da vidite, boste. Vredno. Oprosti. Vse moramo zadržati tukaj kot morebitne priče za to, kar se je zgodilo. Ker če ta človek umre ali pristane v kritičnem stanju, bodo morali naši kriminalisti za umore priti sem in opraviti zaslišanja, zato uradno še nismo izključili nikogar. Policist mora tudi poskrbeti, da imajo vozilo, ki je dovolj veliko, da vanj spravijo ogromnega nekdanjega boksarja. Hej, kaj je? Ja, nekako sem ga spraševala, zakaj zadržujete mene in našega prijatelja, ki ni od tukaj. Ti je razložil? Rekel je samo, da če ni na svojih slikah, res ni želel prestopiti meje ali povedati, kar je mislil. Samo čakamo. Čakamo na dodatne informacije. V redu. In ko jih dobimo od nadrejenih, se potem vse skupaj prenese naprej. V redu. Zdaj bomo samo, ta moj ni naredil nič drugega, kot da je peljal mojega moža v bolnišnico. Ne, znov. Vem, nažalost je veliko hitenja in čakanja. Prav. Trenutno samo čakamo na informacije. Ko bomo kaj izvedeli, vam bomo takoj sporočili. Moraš mi ali sneti sončna očala ali potisniti više čez oči. Ne, v redu je. Kot da jih vedrno. Želiš, da jih samo vrnem nazaj? Si prepričana? Ja, upam. Da me boš pustila ven iz tega, preden ga dobim. Upam, da ja, ampak te bomo veščala, prav? Lahko pomaham na sredini, samo da imam pričo. V redu so, pravkar sem govorila z njim. Me zdaj vidite, lahko pomahate mami. Ne vem, kmalu vas bomo pripeljali dol. V redu, pozdravljeni. V redu, pokliči. V redu. Džalen, Trev. Kljub prošnji Marcelusa Browna, da nekdo iz njegove družine stopi v stik z Džalenom glede dogajanja, je TMZ o Brownovi aretaciji poročal, citiram, naši viri pravijo, da Džalen nima tesnega odnosa s svojim očetom in ni vedel za aretacijo ali incident. Konec citata.
Marcellus Brown je šel v bolnišnico, da so mu prededali nekaj odrgnin. Po poročanju News 3 LV so policisti zasegli njegova krvava oblačila, vendar pa niso našli noža. Zaradi suma poskusa umora so ga pridržali. Sodnik mu je določil varščino v višini $300,000 in mu naročil, da mora nositi elektronsko zapestnico. Po sodnem spisu so tožilci primer predali veliki poroti in jih prosili, naj razmislijo o obtožnici proti Brownu na 5 točkah. Poskus umora z uporabo smrtonosnega orožja, 3 primeri napada z uporabo smrtonosnega orožja, ki so povzročili hude telesne poškodbe, ter 1 točka zaradi pretepa ali izzivanja nekoga na pretep s smrtonosnim orožjem. Vendar pa se je zgodil velik preobrat, saj se je velika porota odločila, da ne bo obtožila Marcellusa Browna. Postopki velike porote so tajni, zato verjetno nikoli ne bomo izvedeli razlogov za njihovo odločitev. Primer pa je bil novembra 2025 ustavljen in prihodnji sodni roki za Marcellusa Browna so bili preklicani. Hvala, ker ste spremljali to epizodo Inside the Crime. Sem Elizabeth Milner in se vidimo jutri z novim primerom.